Danes bi nekaj povedal, kar smo že tudi slišali v bistvu, in bi te stvari majčkeno razdelil na različne stvari in se bo tudi delno navezalo na društvo Birks. Za začetek mislim, da ne rabim neke tople vode odkrivati in bi prebral, kar kroži po netu od Antona Komata. Njegovo nalivno pero je tako, da res zna lepo napisati in bi bilo škoda nekaj po svoje iz tega delati. Dragi bralec, ki te določajo EMŠO številka osebne izkaznice in potnega lista, številka IBAN in davčna številka, zdravstvena številka, uporabniško ime in geslo, PIN koda in druge kode ter mnoge registracijske številke, evidence, imeniki, zapisi, popisi, izpisi in izbrisi. Tvoje življenje, ki se razteza od krsta do krste, naj bi bil voden projekt, strogo nadzorovan od številnih institucij, ki so ti izdale rojstni list, te oštevilčile, označile, potrdile, overile, fotografirale in ves čas snemale s skritimi kamerami, ti prisluškovale in odvzele prstni odtis, te spremljale na vsakem koraku, pri vsakem nakupu in prodaji. Te davile z davki in grozile z izvršbami in ki ti bodo na koncu izdale mrliški list. Edini papir, za katerega ti ne bo treba stati v vrsti pred okencem. Prisilili so te, da za vsak zidek in prizidek, gradnjo ali rušenje, dejavnost ali opustitev dejavnosti, odselitev ali priselitev, nakup ali prodajo zemlje, vodovod, vodno zajetje ali vodnjak, priklop in odklop elektrike, prodajo pridelkov, semen in zdravilnih zelišč, potrebuješ dovoljenje, sklep, odločbo, potrdilo, soglasje ali mnenje pristojnih organov. Ob tem moraš poznati vseh 20.000 zakonov, predpisov, uredb, odlokov, pravilnikov, poslovnikov in statutov. Veš, da te nepoznavanje zakonov ne odreši odgovornosti, zato drago plačuješ odvetnike, notarje in ostale grajske pisarje, da ti povedo, kje si ga nevede polomil in te rešujejo pred sankcijami, denarnimi kaznimi in zaporom. Moraš obdržati kakršnokoli službo, torej služenje nekomu, da sploh lahko preživiš. Ob tem trepetaš, da se ne znajdeš na cesti in to dobesedno, kajti brez mezde in možno odplačevati hipotekarnih kreditov, niti pokriti večnega minusa na kreditnih karticah. Bojiš se za svoje zdravje, ker veš, da hujša bolezen ali telesna poškodba lahko privedeta do konca kariere in invalidnosti. Ko pridejo otroci, te skrbi njihovo zdravje, možne stranpoti, šolanje in kasnejša zaposlitev. Skrbi te zdravje staršev, ker veš, da njihove oskrbe ne moreš plačevati, razen če prodaš njuno stanovanje ali domačijo. Nenehno ti pridigajo, da potrebuješ več znanja za večjo konkurenčnost. Zato vse ljudi, tako sodelavce kot prijatelje in znance, gledaš kot tekmece, ki te ogrožajo. Ob vseh teh grozotah sodobnega sveta si sam, prekleto sam, s svojimi tesnobami in strahovi. Življenje ti postaja nočna mora, ujet si v zanko, pričakovanja, odvisnost, strah, nasilje. Nenehno nekaj pričakuješ, si želiš, da bi bilo, zato postaneš odvisen od razpleta, ali se bo to izpolnilo ali ne. Vsaka odvisnost pa sproža tesnobo in strah, ki se zažirata v duše ljudi
in povzročata njihovo nasilnost. To se dogaja v času razglašene svobode posameznika. Vzrok je jasen. Posameznik ne korenini več v skupnosti kot drevo v gozdu, ampak drvi po tirnicah vlaka groze. Osamljeni človek. Osamljeni človek zunaj skupnosti izgubi tla pod nogami in pred to stisko poskuša pobegniti v virtualni svet interneta, mobijev in iluzije Facebooka. Toda svoboda na internetu je dvorezen meč. Hkrati sijajno orodje in nevarno orožje za pacifikacijo ljudi in njihovo zasužnjevanje znotraj brezčutnega elektronskega sveta. Številni pobegnejo v nakupovalne centre, templje Malika Mamona, vendar tudi tam ne najdejo notranjega miru. Kvečjemu so prizadeti in potrti zaradi pretanke denarnice. Beg v privide obilja pa nikoli ne odvrne tesnobe, ki se kot demon plazi v naše srce. Moreči strah pred grozečo apokalipso. Podoba propada sveta, ki je v rokah človeka in odvisna od njegovih odločitev, je nekaj povsem novega. Svet je danes kot ogromen skedenj sena, v katerem se otroci igrajo z vžigalicami. Prej so bile te zadeve predmet odločitev bogov. Ogenj je prihajal od zgoraj in ne od spodaj, kot danes. Vendar ima katastrofa svoje mesto in svojo nalogo v svetu. Ni le znamenje tega, da je red moten, temveč tudi tega, da se hoče red ponovno vzpostaviti. Propad sedanje civilizacije bi probleme izbrisal in odprl prostor sprememb in družbenega kaosa v mrtvičju ljudi. Preroško je bilo zapisano, da prihaja čas držav monstrumov. Nedvomno je najgrozovitejši obet gospodstvo tehnokracije z umetno inteligenco in popolnim nadzorom ljudi. Totalitarizem nasilja in strahov, ki so že od nekdaj bistvo vladanja. Že sedaj je način življenja podoben dirki na vse ali nič. Čas totalne mobilizacije, ki si prilašča vse sile in rezerve, s katerimi razpolaga življenje. Za duha, ki ni rojen v ta ritem, je to čas norosti. Vse več je novih načinov vdora države v zasebno sfero pod krinko zdravstvenega in socialnega skrbstva, šolstva, zaposlovanja, predvsem pa državne varnosti in borbe proti terorizmu. Venomer se zlorablja pravo. Pravo temelji na resnicah, ki jih pravno ni vedno mogoče definirati. Zato se v enakem obsegu, kot izginja resnica, bohotijo zakoniki. Oblast, ki poseljuje ljudstvo s številnimi zakoni, preprečuje ljudstvu, da bi razvilo dejavnosti, ki so lastne njegovi naravi. Zato postane prebivalstvo ubožno. Politika piše zakone, sodstvo pa sledi politiki kot jastrebi sledi vojaškim kolonam. Politika pa sledi korporacijam kot zvesti pes svojemu gospodarju. Zlo izvira iz korporacij in bank, ki so danes materializirali pohlep in globalno moč. Kako se torej lotiti
tega v sedanjosti. In zadnje čase me večkrat sprašujejo, kaj, kako, kaj bo, a ti veš kaj, ali nič ne veš. Ta odgovor je nemogoče dati nikomu, a ne? Ker vsi hočejo neke lepe odgovore, ne? In recimo iz tega ven se vidi določen strah in vse te stvari, ne? In ljudi je velikokrat strah in ko gledajo poročila in ko se jim kaže, Avstralija recimo je vedno več mrtvih otrok se rodi, recimo. Izrael in Izrael je poizkusni zajček Hararija, ki je žit in uživa ob v bistvu genocidi nad svojim narodom. Anglija, recimo, se jim povečuje umrljivost. Italija se, no, to je v bistvu pa dobra stvar, se kmetje prebujajo. V Holandiji je skoraj vojno stanje kmetov in države. In zdaj bi pa nekaj tukaj omenil. Ne vem, če je ta podatek pravilen, ampak sem ga zasledil. Zakaj so se v Holandiji kmetje tako ostro uprli? Jaz sem si mislil, pa dobro, rekel so jim, ajde, 10, 20, 30% manj krav boš imel, pa to je to, ne? Ne, v bistvu, po tistem, kar sem jaz slišal, bi določeni kmetje enostavno kmetije mogli prodati. Denar ni problema, denarja je neomejeno, ker se tiska, dokler ga še tiskajo, in oni bi te kmetije od kmetov odkupili in tam ne bi naredili neke azilske domove oziroma Bog si ga vedi, kaj vse, pa se človek vpraša, pa dobro, se je Ukrajina, pa ni tako velika, se jih ni 200 milijonov. Kaj imajo zdaj v planu? Še po Afrike sem še Azijo ali kaj vse pripeljati, ne? Tako da te plani so res zanimivi, ne? In v glavnem, če pogledamo nazaj leto, dve, in če pogledamo društvo Belis in vse tiste stvari, kar smo dobili v društvu in kako so nekateri bili skeptični, niso znali delovati, nekateri pa z lahkoto šli skozi vse prepreke in ena izmed njih je bila zadnjič, pa je nam imenoval pri tebi gost Mihael in je lepo povedala in njen mišljenje je fantazija za vse ostale v bistvu, ki jih je tudi še nekaj in kako je recimo določen moški potoval po Evropi z tem listinam, pa spet ni mu praktično nobenih problemov, da stvari so v glavu, listine so odlične, pa nihče ne govori, da je to s tem zaključeno. Samo pravi čas mora priti, da se bo s tem nadaljevali še s novimi stvarmi. In tako da jaz bom še enkrat ponovil stvar, ki sem jo že parkrat povedal, Mihael, ti si jo povedal, pa že neštetokrat. Ne vem, zakaj je nekoga strah, ustava že lahko govori, da je mrtva, ampak ustava je napisana in 145. člen točen govori, kaj je druga samouprava in da se lahko državljani za uveljavljanje svojih interesov samoupravno združujejo. In recimo v statutu društva Belis ni lepšega, kar je napisan namen in cilje društva, pa če preberem samo prvo in zadnjo točko. Namen cilja društva, srečno življenje z brezpogojno ljubeznijo do popolnega življenja. In zadnja točka, da vmesnih ne berem, sprejema za pravilne le tiste družbene zakone, ki so v skladu z naravnimi zakoni in matematično logiko. In katera od teh stvari, ki nam jih ponujajo zadnje 2 leti, spada sem noter nobena. Torej, več kot imamo tukaj, ne moramo dobiti. In če kdo skače okrog in išče še nove listine in še ne vem kaj vse, se ima lahko za super presvetljenega, samo na žalost on pri sebi ne vidi, da ga je še bolj strah kot pa nekoga druga, ki gre fleten na morje in pozabi na vse skupaj. In če bomo
v bistvu šli tako naprej. Zdaj pojejo še ena dva stavka, so zelo lepo napisani. Če ne bomo tega dojeli, se nam resnično lahko zgodi in se bomo vprašali, vsaj tisti, ki ne dojemajo, kako stvari potekajo. In bojo na koncu rekli, kaj hudiča nam je bilo, da jih nismo ustavili, dokler je bil še čas, se bodo kmalu spraševali vsi tisti, ki se jim jebe za vse, kar se dogaja okrog nas. Vse dokler se jih osebno ne dotakne in kmalu se jih bo dotaknilo oziroma se nas že dotika, pravzaprav trenutno smo globoko v tem procesu. Najhujše pa v bistvu šele prihaja, če samo pogledamo njihove agende. Bi pa zdaj na malo lepše stvari šel, da vidimo, da ni vsaka stvar tako, recimo, in upoštevati moramo svoje intuicije, toliko imamo načinov in recimo, dajmo izhajati tudi iz tega, recimo, kaj je intuicija? Velika moč pride k tistim, ki so pripravljeni poslušati šepet svojega duha namesto krikov sveta. Tisti, ki sledijo vodstvu, ki ga zagotavlja njihova intuicija. Hodijo skozi vrata obilja, miru, pozitivnosti in sočutja. Naučite se poslušati in kar je najpomembnejše, zaupajte svoji intuiciji. Intuicija nas lahko pelje skozi viharje in bomo prišli brez poškodb, sigurno skupaj. Potem recimo ideje v etru. V mentalnem kraljestvu obstajajo neizražene melodije zgodb, izumi, koncepti, podobe in druge miselne oblike, ki lebdijo okoli. Vsak od teh je kot individualni podatkovni paket, ki pleše v etru in čaka, da se mu prisluhne. Vsi imamo dostop do teh miselnih mehurčkov, odvisno pa je to od naše frekvence, kako vibriramo. Ustvarjalci so tisti, ki se z njimi povežejo preko prenosov, jih prenesejo v materijo in preoblikujejo skozi svojo umetnost delovanja. Zdaj bi pa še eno na to temo možganov. Naši možgani se bodo nenehno preoblikovali, da bodo ustrezali informacijam, ki jih vnašamo vanje. Če se nenehno pritožujemo, opravljamo, iščemo izgovore in tako dalje, bomo veliko lažje našli stvari, zaradi katerih bomo razburjeni, ne glede na to, kaj se dogaja okoli nas. Podobno je, če nenehno iščemo priložnosti, obilje, ljubezen in stvari, za katere bi bili lahko hvaležni. Tako, da bomo veliko lažje našli vse od teh stvari okoli sebe. Potrebna je praksa, a sčasoma je to zelo učinkovit način, da se preoblikuje svojo realnost. Zdaj pa proti koncu pa še majčkeno bolj na hec potegamo. Prdenje je sedaj in cel dan zelo aktualno. Prdijo krave, prdijo ljudje, največ prdijo debeli ljudje in vse to ustvarja toplogredne pline in prispeva k globalnemu segrevanju. Astmatiki veliko kašljajo in proizvajajo preveč CO2. Zaključek. Debeli ljudje, astmatiki in krave so nevarni za planet. Zato poslušajte Greto, mislim, da je iz Švedske.
Hudo je, ker nam vse to servirajo mediji. Vendar, če ne bi bilo res, bi bilo smešno. Tako pa je zelo, zelo tragično. Sploh za tiste, ki te stvari verjamejo. Pa še eno od suženjstva, kako smo ujeti v te stvari. Tako dolgo, dokler ljudje ne bomo želijo tiranizirati, to tudi storili, kajti tirani so aktivni in goreči in se bodo posvetili sami v imenu katerega koli boga, religije in drugače. Vse samo, da dajo okove nad spečega človeka. In spečega človeka danes dajo v okove povsod. In zato je v bistvu delno na vsakem koraku tako rekoč suženj. In kaj je suženj? Suženj se običajno šteje za osebo, ki je prav na last drugega in je vezan na absolutno poslušnost. Je prav na laž, ki je ustvarjena, kadar govorimo o sposobnosti delavca za prodajo lastništva te osebe brez odtujevanja njegove ali njene volje in nam omogoča, da ohrani lažjo razliko med delavcem in sužnjem. Delavec mora delati po volji drugega. Delavec mora ubogati šefa ali pa na koncu izgubi službo. Kontrolnikova delodajalčeva moč zaposlenega je absolutna. Tukaj ni pogajanj. Smešno je verjeti, da je možno ločiti in prodati lastništvo osebe, hkrati pa ohraniti človekovo integriteto. Prodajati posameznikovo delovno silo na trgu je vstop v podrejeno razmerje z delodajalcem. To pomeni, da postaneš suženj delodajalcu, gospodarju. Prostovoljno oddamo svojo suverenost. Edina velika razlika med sužnjem in delavcem je, da je delavec le suženj na delovnem mestu, medtem ko je suženj 24 ur na dan in suženj vedno. Zato dvignimo se kot levi po spanju v nepremagljivem številu. Odvrzimo svoje verige na zemljo kot rosa, ki je v spanju pada na nas. Nas je veliko, njih je pa malo. Oni to vedo in jih je strah. In samo še z eno stavkom, da zaključim. To, kar je Mihael nam že velikokrat povedal, sužnje je lastniški odnos delavec-delodajalec. Tega ni. Tukaj vmes je pogodba in greš na trg dela in če tako deluješ, tudi nimaš problemov. In te stvari v življenju delujejo in ko se bomo, ne vem, a moramo res tako daleč priti, da bomo tik pred koncem, da bo zadostna številka nas na nivoju, da se stvari spremenijo in verjamem pa, da gremo v to smer. To je to.